Lep pozdrav vsem skupaj v Celju. Danes boste videli nekaj mojih video stvaritev, ki jih delam že od leta 1995. V mojih video delih gre predvsem za idejo uporabe tehnike videa kot nekakšne beležke trenutka in časa, in zato pač videi spominjajo malo na videe, ki jih pač vsi snemamo, na domače proizvode, produkte. Saj pravzaprav video itak je že na nek način zelo uveljavljena metoda beleženja pač teh privatnih trenutkov, in to je pravzaprav tema, ki me skozi spremlja. Tako na začetku lahko rečem, da je bil povod za v bistvu poskus videa na nek način prav tehnika sama, saj omogoča zvok in sliko, in ker sem pač po izobrazbi slikar, po osnovni izobrazbi slikar, in sem se takrat ukvarjal predvsem z slikarstvom, mi to ni bilo dovolj, in zdaj je ista stvar prisotna, se skozi ukvarjam tako z sliko in zvokom, samostojno ali pa združeno v tehnikah, kot so pač video in multimedija. Torej, prvi video je bil pravzaprav videospot, in videospot za lastno skupino, v katerem sem igral. Prvi video je bil posnet z televizije, čisto enostavno, zelo nizkotehnološko, brez kakšne dodatne montaže. Skratka, montaža je potekala sicer iz kamere na video, in skratka, zadnja montaža je nastala z posnetkom video ekrana. V bistvu vsega je, da sem uporabil, in to sem naredil potem še večkrat, uporabil stare posnetke, ki sem jih našel, ki jih je delal moj oče, ki jih je delal moj stric, ki so bile posnete z Super 8 kamero. In te posnetke so pravzaprav tisto, kar me je kasneje vodilo v razmišljanje o privatnem in izpostavljanju le-tega v nek javni prostor. Tako je nastal en izmed prvih videov leta 1996 z naslovom Drive, ki traja 2 minuti, hkrati pa bi vam rad predstavil tudi krajši video, ki je nastal lansko leto za neko posebno postavitev v cerkvi Svetega Duha v Slovenj Gradcu z naslovom Trinity. En izmed teh videov, ki je zame bil recimo pomemben na začetku, je bil Odkrivanje mikrokozmosa. Naslov, ki pravzaprav ne pove nič drugega kot to, da gre za nekakšen subjektivni osebni pogled z nekakšno distanco. Torej, če razložim malo, za kaj gre, gre pravzaprav za nekakšen intervju z mojimi prijatelji in znanci, v katerem sem jih spraševal, kaj mislijo o meni. Skratka, oni niso vedeli, kaj jih bom vprašal, in ko so bili soočeni z vprašanjem, so nekateri bili pač šokirani, in ta v bistvu situacija je omogočala pristnost in v bistvu zanimive odgovore. Hkrati pa ponujala gledalcu, ki vstopi v galerijo, pravzaprav soočanje z nekaterimi osebami, ki pravzaprav govorijo o eni osebi, ki jih oni ne poznajo. Naslednja dva videa, ki jih boste videli, sta pravzaprav najdaljša in skupaj trajata približno pol ure, in oba nadaljujeta idejo privatnega. Privaten pogled je vseeno nostalgičen, vsaj kar se tiče uporabe najdenih posnetkov oziroma posnetkov, ki jih je naredil moj oče. Skratka, uporaba teh starih posnetkov je vsekakor nostalgična. Po drugi strani pa me zanima ideja eskapizma, torej pobega, ki ga s pomočjo najlažje naredimo s tem, da pridemo domov in se pač potuhnemo v svojo kotlino, kjer smo zaprti pred ostalim svetom. Skratka, ta eskapizem počasih vodi v pozabo, in seveda v pozabo, in pozaba, ki je
na nek način lahko tako zanimiva v pogledu, da pravzaprav ne opazimo več, kaj imamo doma. Skratka, prvi video, ki ga bom pokazal, ima naslov Test. Ljudi sem spraševal stvari, kot so recimo, koliko slik imajo v spalnici, kakšne firme je televizor in take banalnosti. Skratka, vsekakor človek ne more biti pozoren na vse zadeve, ki jih ima doma, ampak včasih pridemo do takih situacij, ko nismo več pozorni na take detajle. Za njim pa sledi video Privat E, ki je pravzaprav skoraj brez zvoka in se predvaja na mali črno-beli televiziji. Zadnji video, ki je v bistvu še v delu in ga bom pravzaprav zdaj premierno prikazal, je video, ki ga pripravljam za beneško razstavo čez nekaj dni in ima naslov Let's go away for a while. Pojdimo proč za nekaj časa. Kot ste opazili, me eskapizem, ta pobeg skozi zanima. Torej, v tukajšnjem videu sem se osredotočil na prizore ulic. Z to razliko, da so te ulice skoraj čisto prazne. Ideja praznih ulic v mestu, kot je Ljubljana, za mene popolnoma fascinantna. Najbolj uživam, ko je prav poleti, čeprav zdaj je zmeraj več turistov, prazno mesto. In prazne ulice namigujejo na nekaj. Ali so vsi v trgovinah, kjer so polne, ali so pa vsi doma. Skratka, nekje so. In ta ideja pobega in privatnega, ki sem jih pač probal zdaj z rdečo nitjo prikazati v par teh predstavljenih videih, mislim, da se bo še nadaljevala. Če hočete kaj več izvedeti o mojih drugih videih in drugih dejavnostih, ki jih opravljam, pa kar obiščite mojo spletno stran. Upam, da vam je ta projekcija bila v zadovoljstvo in da ste vsaj malo uživali in spoznali kaj novega. Želim vam veliko uspeha v novem letu in lep pozdrav! Čau, meni smo bolj zmedeni, gremo sebi tudi avto. Da se vidimo v Zvezdo parku. Ok, še vidimo. Čau.